Dobrodošli še v novi uri našega skupnega druženja. Vrtinec je na vrsti in v njega smo danes postavili javna dela. Teh so se skozi zgodovino vedno posluževali v času gospodarskih kriz, pri nas pa se, zanimivo, njihov obseg vse od začetka krize manjša. No pa vendar se na tem področju nekaj spreminja. Več z direktorico Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje, magistra Vlasto Stojek. Gospa Stojekova, dobro jutro. Dobro jutro. Kot nekako imamo občutek, kriza se vedno bolj poglablja, javnih del, s katerimi so v preteklosti reševali nekako socialne stiske, tudi preprečevali eksplozijo socialne bombe, pa pri nas vse manj. Se morda motimo ali ta podatek res drži? Javna dela kot program, kot eno od ukrepov aktivne politike zaposlovanja ostaja neka konstanta. To mislim, da je najbolj znan program, ki obstaja že 20 let v Sloveniji, se pa v določenih obdobjih malo ali razširil v obsegu ali zmanjšal glede na sredstva, finančna sredstva v državi. Zadnja leta moram reči, da ostaja kar konstanta, ne glede na razmere na trgu dela. Je pa res, da se širijo drugi programi, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada. Tako, če imate kakšno vprašanje na temo javnih del, telefone v roke in pa pokličite na telefonski številki, ki se boste tudi večkrat izpisali na vašem zaslonu. Kako je z javnimi deli trenutno, kako bo v letu 2013? Morda kaže kaj na to, da bi morda bilo le teh več? Za leto 2013 je bilo petek objavljeno novo javno povabilo. Izvajalci se že kar prijavljajo, smo že imeli včeraj prvo odpiranje, torej prvih vlog. Obetajo se nekatere spremembe, denarja je nekoliko več, kot je bilo v letu 2012 v prvem javnem povabilu, s tem, da smo v letu 2012 imeli tudi eno bistveno spremembo. Sredi leta, točno junija, smo razpisali ponovno javno povabilo, torej drugo javno povabilo in povečali obseg javnih del. Konkretno na območju Maribora je bilo lahko letos vključenih 600 brezposelnih oseb v javna dela. Z prvim in drugim javnim povabilom. Prvo je omogočalo nekje 400 vključitev. Zdaj imamo odprto javno povabilo, ki nam daje nekje 4 milijone evrov in omogoča vključitev 450 delovnim mestom, če tako rečem, ker se tekom leta tudi na določenih mestih brezposelne osebe v javnih delih zamenjajo, tako da potem lahko vključitev nekoliko več. Torej s tem denarjem, ki ga imamo zdaj, bi lahko vključili 450 ljudi. Nekoga imamo že tudi na telefonski liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Ja, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Silva je moje ime, imam eno vprašanje, prosim. Jaz imam dve sestri, ki sta, bom rekla, tukaj po 50. letu, že nekaj časa iskalki zaposlitev in zelo, zelo težko prideta tudi do teh javnih del. Pa bi gospod vprašala zdaj o tej ta zadnji možnosti. Malo več lahko, prosim, pove konkretno, ali imajo sploh, bom rekla, ženske tukaj 54, 55 let, kakršnokoli možnost za pridobiti takšno javno delo. Hvala, srečno. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Kdo torej se lahko prijavlja na javna dela? Javno povabilo jasno določa 10 ciljnih skupin brezposelnih oseb, ki se lahko prijavijo. Ker vemo, če imamo recimo na območju Maribora 15 tisoč brezposelnih oseb, 450 se jih lahko vključi, so prioritetne ciljne skupine. Letos je novost ta, da se lahko vključijo že po 6 mesecih brezposelnosti. Doslej je vedno veljalo po enem letu. Torej, to je bistvena sprememba. Potem pa spadajo v teh 10 ciljnih skupin tudi starejši od 50 let. Tako kot je gospa povedala, to so zagotovo ciljna skupina. Posebno tisti, ki so tudi prejemniki denarnega nadomestila ali socialnih pomoči, ali pa če nimajo strokovne ali poklicne izobrazbe, sploh invalidne osebe, nimajo niti pogoje 6 mesecev prijave, invalidi so v prednosti, torej več se sešteva teh pogojev, hitreje ima višjo prednost ta oseba, ki se vključuje. Zagotovo pa mora biti ta možnost tudi usklajena z zaposlitvenim načrtom, ki ga ima brezposelna oseba na Zavodu za zaposlovanje. Torej zdaj v teh dnevih in tekom meseca decembra, ko bomo dobivali prijave izvajalcev, nove programe za leto 2013, morajo hkrati te brezposelne osebe, ki se zanimajo za javna dela, tudi pogovoriti s svojim svetovalcem, za katera javna dela bi bili primerni, sploh pa morajo izpolnjevati prve vstopne pogoje. Te pogoje ste že omenili tako malo v grobih. 10 ciljnih skupin, seveda prednost imajo osebe, ki še nikoli niso bile vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, starejše, torej nad 50 let, tisti, ki so asistenti invalidom in takim osebam, ki
to pomoč potrebujejo, pa tudi iz drugih ranljivih skupin, recimo tisti, ki živijo sami in vzdržujejo recimo enega ali več vzdrževanih članov, starši invalidnih ali dolgotrajno bolnih otrok, Romi, potem osebe po prestajanju zaporne kazni. Pri osebnem svetovalcu vse podrobnosti lahko rečeva? Tako, je pa javno povabilo objavljeno na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje in priporočam, da vsem, ki se zanimajo za to, pogledajo, kakšni so pogoji, tako kot izvajalci morajo izpolnjevati pogoje za prijavo programa in izvajanje programa, tako tudi brezposelna oseba lahko pogleda, ali spada v ciljno skupino širše in tudi v tisto ožje prednostno ciljno skupino. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, izvolite. Teo pri aparatu. Eno vprašanje bi imel, in sicer jaz sem v tem programu vključen od 1. septembra, sem podpisal pogodbo, steče mi pa 31. decembra. Že drugi dan sem se poškodoval, ker sem imel en zdrst na masnih oziroma mokrih stopnicah, zvil sem si gležen in ugotovilo se tudi, da imam strgano vez. Kar pomeni posledično, da bom imel bolniški stalež do 6.1. sem v bolniški. Vprašal bi naslednje. Ali sem upravičen kakorkoli do dopusta, ki ga imam pač 8 dni za te 4 mesece, ki bi pač praktično mogel biti tam oziroma imam pogodbo. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lepo zdrav. Ja, dober dan. Brane po telefonu. Pozdravljeni. Jaz bi samo toliko upozoril, ker me boli to, da se te stvari se ne izvajajo tako, kot je bilo lepo rečeno. Teoretično vse klapa, vse ciljne skupine, ki je bilo našteto, da se dobijo po nekih kriterijih delo ali karkoli, to ne drži. Vse lepo je povedano, ko bi se to izvajalo, bi bilo fajn, ampak jaz sem že več let brezposeln in sem prijavljen na vse mogočih variantih in zdaj ne vem, a mene kdo ignorira, da sem jaz sovražnik nekoga ali pa to ne funkcionira. Ne? In prav boli me to, ko slišam na televiziji in javnih stvarih, da koliko vse krasno teče, pa v bistvu ne, sploh ne, zatika se zelo in sploh ni nobenih komunikacij. In zelo bi bil vesel, da bi enkrat to povedali, da to res ne znajo, da ne obvladajo, potem bi pa to znali lahko reševati. Samo toliko. Hvala za vaše mnenje in vprašanje. Še nekoga imamo na liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Ja, lepo dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Oba dva pozdravljam, Miha z Koroške. Pozdravljeni. Zdaj ste obravnavali to tematiko na mikroravni, se pravi razna problematika tisti, ki so se prijavili na delo. Zdaj pa v širšem kontekstu. Če bomo rekli, da v Sloveniji govorimo vis-a-vis dogodkov, ki so v Sloveniji, to se pravi, ljudje so brezposelni, nezadovoljni, lačni in tako naprej, potem treba uvesti tako kot 24 leta New Deal ali v Nemčiji 34 leta. Kaj predlagam? Podravje, sanacija Drave, kako vse stečajne postopke, ki so gradbenih podjetij, najamem bageriste od stečajnika, dobim bagerje v najem, vzame država, tiste, ki so bageristi ostali brez dela. Vas lahko samo ustavim za trenutek. Bomo odgovorili na tole javna dela, ne bomo razširjali, ker če ne se nam bo naš čas žal iztekel. To samo na mikroravni, kar na novih delovnih mest ne bo prineslo. Tako, vemo kakšne so težave, pa vendarle, če gremo lepo po vrsti. Prvi gledalec pravi, da se je drugi dan že poškodoval in da dejansko mu traja bolniški stalež dlje časa, kot pa mu traja pogodba za javno delo. Je torej upravičen še do 8 dni dopusta čez ta čas? Ne. Kajti javna dela se zaključijo s koledarskim letom. Vsi programi se zaključijo 31.12. V letu 2013 na novo sklepamo pogodbe z vsemi izvajalci javnih del, ki bodo prijavili nove programe in nove pogodbe z vsemi, ki bodo vključeni v te programe. Tako da pogodba se bo najverjetneje iztekla v času bolniške in potem ni možno izkoristiti tega dopusta. Drugo vprašanje je bilo povezano z kdo lahko, da sistem ne funkcionira. Sami sicer ste omenili 450 javnih del, pa 15.000 brezposelnih. Žal je tako, 110.000 je v Sloveniji brezposelnih, 3.000 se bo lahko vključil v javna dela. Veste, da je velik pritisk tako izvajalcev kot brezposelnih oseb, da bi se vključili.
verjamem, da jih tudi ima več kot polovica, vse pogoje, da se lahko vključijo. Res je, da morajo izpolnjevati tudi kompetence in pogoje za izvajanje javnih del za program, ki je razpisan, podobno kot za delovno mesto. Torej morajo imeti neko izobrazbo, neka znanja, neke veščine, da lahko to delo opravlja, tudi če je v javnih delih. Tako da vsak za vsako delo ni primer, ampak glede na zelo malo število, kot sem rekla, 3000 vključitev, bo žal veliko takšnih, ki bi tudi imeli pogoje, ostalo zunaj tega. Zato pa zavodu tudi spodbujamo, da je vključitev v javna dela lahko največ 1 leto oziroma za res posebne ciljne skupine, invalide, starejše od 55 let, ženske recimo, ali pa moške od 58 let, so lahko vključeni največ 2 leti. Več kot to pa ne, kot je bilo v preteklih letih. Delodajalci, ki se prijavijo, da bi pri njih bilo možno ali pa da imajo potrebe po javnih delih, bi se od njih nekako pričakovalo, da po 1 letu recimo zaposlijo to osebo, ki dela pri njih po javnih delih. Koliko se takšnih delovnih mest odpre? Med 5 in 10%, ampak moram poudariti, da so to v glavnem neprofitni izvajalci, ker samo ti imajo pogoje, da kandidirajo. To so javni zavodi, neprofitne organizacije, društva, praviloma ne morejo zaposlovati. Je pa namen javnih del delovna in socialna vključenost, kar pomeni, da osebe pridobijo tudi izvajalci, kajti pomagajo jim pri njihovi redni dejavnosti, ampak osebe bi naj pridobile s to vključitvijo v neko delovno okolje, socialno mrežo, pridobivanje veščin, delovnih izkušenj, kot neka odskočna deska za vstop na trg dela. In tu imamo več priložnosti, torej v tej sferi, kot pa da bi se pri tem delodajalcu potem ljudje zaposlili. Za konec, če na kratko čisto razširiva še to, kar je naš zadnji gledalec nekako predlagal, ta New Deal. Nekako bi se pričakovalo ob številnih socialnih transferih, ki so v državi, da se le te namenijo za javna dela po zgledu iz preteklosti, kar pomeni, da se čim večje število brezposelnih vključi v delo, v delovne procese, v nova socialna okolja. S tem bi dejansko preprečili mnoge težave, ki jih imajo brezposelni. Ste na Zavodu za zaposlovanje predlagali odgovornim na ministrski republiški ravni, da se vendarle mora nekaj spremeniti na tem področju? O takih pobudah smo že govorili, ampak moram reči, da tu mora priti do širšega konsenza v državi. Zavod je strokovna izvajalska inštitucija, vidimo te potrebe, se večini strinjam tudi s tem gledalcem, ampak tega programa Zavod ne bo sam razpisal, torej mora biti nek širši družbeni konsenz, da se kaj takega v državi tudi zgodi. Torej politična volja. Tudi. Najlepša hvala.